Točno to. Točno ta. Mislim, že Švabi so v obeh vojnih bili sam kolateral damage. Strice bili tam, veš, ko priješ nek žur, pa se spotakneš ob enega, ki nisi hotel, pa ne vem, neki. Ja, neki ne. Neki. Fuck shit, mi smo pozabili odšteti. Da je 5, 4, 3, 2, 1. Ja, jaz sem pokazal. Pritiskam, okej. Čakaj, 3. A šteje? Šteje, dobro. Zdaj smo pa štartali v nulo. V nulo smo štartali. Sicer z minutno zamudo, ker smo bili pri obeh svetovnih vojnah, za katero so krivi Avstrijci. Taki cajti so. Moramo povedati, kako je bilo. Revizija zgodovine, ker tega niste vedeli, zdaj pa vemo. Zdaj je to. Človek kdaj rabelj, za kakšen šab kviz ali nekaj. Ampak mi pa na praznik delamo, tako da smrt fašizmu. Ja, borimo se za dvelovnik in pol delamo še v praznikih. Kje sem jaz zgrešil? To sem hotel povedati, zdaj sem se spomnil. Hotel sem povedati ljudem, da lahko izkoristijo ta teden, ki ima praznik v ponedeljek pa v petek, sam en dan daš frej, pa imaš dvelovnik. Sam zdaj najbrž je prepozno, ker sem to hotel prejšnji teden povedati. No, pa glej, zdaj dal 3 dni, pa imam načud delovnik. Jaz tudi, ampak ne. Retroaktivno mogoče za naslednje leto, kar bo spet ne bo isto. Ne bo isto, ampak tako ne, če pride na ponedeljek pa na petek praznik, sam en dan frej pa v te videli, kako dvelovnik izgleda, pa v te vedeli, pa če vam je všeč? Ja. Hvala, da si ribe pika. To je lahko. Jaz zdaj, ki govorim, sem pri fašistih. Ti si pri fašistih. Vse prav, to moraš iti pogledati v zaledje, razumeš? To se zdaj ni dobro slišal. Že lahko to je klip ne pizda. Mogoče se res ni dobro slišal, mogoče se res ni dobro slišal. Ne bomo malo paziti te zdeve. Še posebej sto... Zdaj moramo iti over the top, zdaj bomo dali to v naslov. Ali je pri fašistih. Clickbait pa to vse skap. Še posebej zdaj, ko smo gotovali nekako s tem AI pa to vse skap, ne. Ja. To so zdaj res stvari, so šle res malo. Ja, veš, mislim. Ja, pri nas veste, da ni nič zajem narejen, zato ker ne more. Tole ne morete to splicirati. A i še za enkrat, hvala Bogu. Ta šrote ne dela. Ne more ti lucidnosti ujet, pizda. Lucidnost. Ne gremo. Te neverjetne. Huj smo ka Žižek. No, kolega. Lej, to je tak clickbait, ki ga hočemo. Huj smo ka Žižek, a veš? Hujš. Absolutno. Zdaj tu vzemi sam drugač. Ne, valjda, hujš pa drugač. To si zdaj za poslušalce Petersona povedal. Čeprav tukaj se ves na Žižkovi strani. Jaz tudi se, ampak sam tako ne. Takrat ga res avdo. Ker sta bila. Jaz sem bila večkrat. Jaz sem gledal, ker ga namaram. Ne Žižka, unga. Ne, jaz sem neke te snipete, nisem vse gledal, sam par snipetov sem videl. Pa takrat je bil res on the roll, ne. Sej ima, dec ma krv, ne. Sej zna, ne. Ne, uporablja une krivine tam v glavno. Ni zdaj glih čist. Mu gre. Tako da ne živi zaston v Parizu, ne. Aha, v Parizu živi. Mislim, da je nazadnje. Mislim, da je v Parizu. Ali Berlinu, ali nek. On je bil še cajt za eno manekenko poročen. Ja. Ona res ne vem... Kaj sta se ona dva pogovarjala? Ja, ona ni veliko govorila. Čakamo zdaj. Je on. Zdaj. Ja. Zdaj ne, zdaj mogoče pa on ne govori veliko, da je Žižek. To v tem pogledu mislim. Ne, tako pač. Ja, mogoče sem malo stereotipen, pa da pač ne vem, nek filozof pa manekenka res ne pašata skupaj. Ne, to se, da veš, valjda da lahko ne. Vse ljudje se lahko pogovarjajo v marščem, vse tudi v filozofiji. V resnici. Vse, če znaš lepo razložiti stvari, pa se da ne. To je v bistvu res, ja. Tudi vprašanje, mogoče imela 3 fakse narejene, pa ne vem kva, veš. Pa bila neka huda fizičarka ali pa vadever. Ne vemo. Ali filozofija, ne vemo. Ne, hotel sem to reči, da v bistvu danes ne praznujemo samo dneva OF, ne, in da ni bila ustanovljena OF takrat, ampak je bila ustanovljena protiimperialistična fronta. To je res. Kar je stvar, ki bi jo mogli malo buditi, po mojem. Ker tega imperializma se mi zdi, da je že toliko velik, da smo mogoče že malo prepozni, ampak... Nikoli prepozen. Ja.
V bistvu vmes ne bi smeli zamrt. Ja, to smo zajemali. Ja, mečkan, ne. Ja, komunizem se je vpletel preveč noter, to je treba priznati. Ne, veš. Ko v začetku so bili še liberalni kleri vsi zraven. Vsi so bili. Sokoli, Sokolsko društvo, krščanari, vse je bilo. To je bilo res tako, kako reka. Liberalci, vsi Vlada narodne zavesti. Enotnosti. Vsi so bili zraven. Vsi ta pomembni so bili zraven. Komunisti so bolj to malo ugrabili. To je res. To gibanje, to je dejstvo. Bili so najmočnejši, pa so rekli, to je lepo naše. Pa so laufali za žogo. Prilika je bila, saj v resnici. Moja žoga, jaz grem dam. Tako. Tole gre pa z mano. Če pa kdo kaj hoče, pa fasal. In so zrihtali. Sej, če pogledamo retroaktivno, se je točno to zgodilo. Ja. Nažalost. Najmočnejše gibanje je bilo takrat, nažalost. Ja, nažalost, na srečo, kakorkoli. Še vse je to del naše zgodovine. Vse v resnici nismo to slabo. Vse smo odkrivili 10 let ortokomunizma, pa je pa stari rekel, ta starmo, da je bi se pa šlo. Ni bilo dobro, je bilo pa malo bolj. Ne, pa lej, sej smisel vsake stvari je, ne, da to isto imel recimo, ne vem, Zanč Harari, ne, da ti v demokraciji ti lahko ugotoviš, da to smo zajebali, dajmo to malo drugače narediti. Ja. V totalitarizmih ni tistega, ki ti lahko rečeš, da tole ni dobro, dajmo popraviti. Tam je neka ideja, se jo fura tako, kot pač nekdo reče. Ampak tukaj imaš pa pač vse možnosti. Zdaj, mi smo videli tole, do semlej delali, pa smo pa zašli, dajmo se mi vrniti na točko 2. Ja, pa imamo 3 korake nazaj, pa pol naprej. Ja. 3krat ne mečeš, veš, nazaj na štart, pojdi nazaj na štart, in začnemo spet. Ja, sej to mogoče ni šlo ideja. Ja. Pa, če ne bilo krval, bi bilo še boljš. No, se to, ja. Mislim, da se izogneš temu, da toliko cajta guraš, dokler ni krval, in da pol v bistvu štarta spet na nov. Ja, ker to se prej kasneje zgodi. Ja, seveda, ne. Jaz mislim, da vsi, problem je samo ti, ko vsi nekaj zaratimo, a veš, vsi pozabimo, da vsi to delamo, da se imamo vsi dober. Ja. Levi, desni, sredinski, črni, beli, bla, bla, bla. Valjda, ja, gore, dole. A veš, vsi se pol zaratijo, jaz sem pa zdaj, ti si komunajzer, ti nisi komunajzer, tudi zdaj je ista fora, ne? Ja, vsi zagrabijo, zdaj pa ti, vi komunajzer, ste nas 50 let se sral, pa daj pozab to človek, pizda, zakaj se nam gre, da se imamo fajn vsi skup. Ja. Verjetno ne moramo vsi skupaj. Preteklosti ne moreš še enkrat živiš sedanjost. Tako, mislim, je bil jogurt, bil jogurt, ni bil jogurt. Niti prihodnosti ne moreš živeti. Živiš zdaj. Točno to, ne. Tudi prihodnost je kaj kurac. Točno to, ampak dajmo se zmeniti, da vsi, mislim, zdaj se je treba imeti dobro. Mi bi mogli se skupaj povezati, nekako razumeti, da gremo vsi skupaj v to. Proti imperialistično je treba jeti. Tako. Točno to. Tako, kot je Zato, ker imperializem je v pohodu, sam temu ne rečemo tako, temu rečemo entrepreneurship, ali pa biznis, ali pa borza, ali pa jebene delnice. Zdaj si zmetil ful stvari noter. To je vse, to je novi imperializem. Ne, v bistvu tako, kot je, pač problem je ta... Problem je distribucija kapitala. Ne? Tako. Ja. Ja, pač. In pač dejstvo je, da ko se ta gap med enimi in drugimi povečuje, da pač prej kaslej, tako kot smo prej rekli, če se vmes ustavimo, pa rečemo, dajmo tole malo zrihtati, pa gremo na štart, pa začnemo na nov. Ja. Je to v redu, ker se bo ta gap povečal, ne vem, bova rekla, če rečeva v procentih do 90%, bo stvar postala krvava in se bo pol ta gap znižal za več, kot bi oni mogli zdaj dati. Ja. Se to, ni jasno, da bo pizdarija za vse. Ampak potem se oblikuje spet nova klika, ki bo pač prevzela ta kapital, Ja. In tako bomo šli naprej, kot že 1300. epizoda v zgodovini človeštva.
Ti praviš, da se epizode ne smeš imeti več epizod. Vse ti pravim, 6 epizod je dovolj. Če z tega nisi bistva potegnil ven, pol nekaj narobe. Ne? Mislim, si prepočasen, mogoče nisi za to šolo. No, okay. Smo imeli, zato imamo Levca ali pa Valdorsko ali pa ne vem, nekaj v tem stilu. Valdorsko. Če ne razumeš stvari, ne, pa ti jih morajo bolj posebej povedati. No, ampak v bistvu se pogovarjamo o to, kar je pesnik v pesmi Ritem človeštva pel že leta 84. To bi lahko bil komad tedna. Definitivno. Vse original. To je 84 demo. Čak, bom dal original. Evo ga. To. Sem to malo. Ja, je. In vsak upor, revolucija, prinaša novo oblast. In tako naprej. In vsak upor, revolucija, prinaša novo oblast. Dobro. Naši dragi punkeri so nas lepo naučili. Na zapadu ništa novo. Tako. V resnici. Kaj gremo mi pogledati, kaj se se še ni dogajalo. Kaj se dogaja? Dajmo še enkrat reči, dajmo probati brez krvave revolucije. Dajmo imeti dvelovnik, pa dajmo se imeti fajn. Dajmo imeti vsi več denara, pa več teh jeb, ki jih imamo radi. No. Pa mir na svetu. Mir na svetu, ljubezen. Rad se imejte. Kar že vmes povemo. Ja, jaz mislim, da bi zaključ, konc. Prej smo gor prišli do ideje, da če bi se samo vojaško industrijo izenačbe ven vrgel, bi bilo ful stvari, kar naenkrat ful lažje. Te fucking resurse, ki damo v vojaško industrijo nekam drugam, pizda, po mojem je bilo fredo. Ampak kaj to vse prinese, vidiš? Ja. To pol se v civilno družbo to je isto, seveda, kaj pa? V civilno družbo. Jaz mislim, v civilne se pol, vse v bistvu te tehnologije. Ona korporacija, ki ima ne. Tomahawk dol pade, mislim, raketa. Dobar, to nima zdaj veze. To bo že eden večji skali. Ti hočeš, internet je bil najprej vojaška aplikacija. Vse take stvari, mislim, veliko stvari se... Mislim, samo moderna tehnologija je vojaška. GPS, internet, vsej. Tako, ja. Mislim, to je zdaj, da stvari postavimo v kontekst. To ni nujno, da bi bilo vojaško, ne. To je pač so stvari, ki so bile, da v kontekstu vzamemo stran, to so bile stvari, ki so bile narejene z davkoplačevalskim denarjem in potem so jih ugrabile privatne korporacije. In to je naše. Vmes so še malo, internet so vmes še znanstveniki ugrabili za 21 let, pa so ga imeli sam zase. Malo šali, ampak pač... sigurno, ampak pač to je prišel... Je bil bolj akademski, internet, GPS je bil pa dejansko razvit za namene geopozicioniranja. Tako. Sovražnikov seveda, ne to, da greste vi zdaj pogledate na Google Maps, ki je sam 3/4 ure iz Bežigrada na Vič. Ampak je pa fajn. Mislim, danes ni. Danes je v redu. Tako je prazen. Danes nimate guže, pelte se v službo pa nazaj, pa boste prej kukali v naslednjem ponedeljku. Bilicijska zaprta, tako da če niste pržgali. Ne bi bilicijski. Mislim, kakšno tehnologijo je fajn kdaj ponuditi. Ne, ampak hočemo to reči, da je pač to narejen iz javnega denara. Absolutno, ja. In zdaj, če pač ne bi bilo to za vojsko, bi lahko delali te stvari tudi za civile, ne? Ja. Isto iz proračuna. Drugače se ful ne splača to. Vse javne stvari bi lahko delali ful boljš. Recimo, ti bi lahko z avtobusom realno bi lahko hitreje prišel, kot v 45 minutah po obvozenc iz Bežigrada na Vič. Z enim hitrim vlakom ali pa boh ne dej metrojem, to je že...
bi bil ti cik-cak na brzak, 15 minut nimaš kaj delati na taki relaciji. Ampak ne, mi imamo pač avtoceste, ki so kul. Kar rabiš 45 minut. Ja. No, in zato je treba te imperialiste stirati svojega denara in imeti 2 lovnik. Ne, se bo zdaj bomo samo te davke znižali pa v fudbal. A ja, se res, točno, ja, sem pozabil. Ja. Ja, to pomeni, da bo še kakšna cesta manj, no, Antok, da v tebi. Ja. Ne. Zdaj se bo bo rumeno sonce, pa modro ne bo, vse bo kul. Verjetno že vemo, a je že nekaj danes anarhist razlagal, da se s svojim fotom kregal, ne? Ne vem, se verjetno ti je povedal to zgodbo. Je povedal, ja. Rekel prav, moj to star je tako prfuken, prav on pride ven in ščije ka presica in prav, če šel not, pa pon na uni svoji unga Tomažiča pogledal, Tomašiča, pogledal pa mu on rekel, da je sonce, prav pa on verjel, da je sonce pist. Sam, a si predstavljaš, koliko so ljudje tako, a veš? Ja, tako da ja. Ne glede kaj razmišljaš, vse prav, da imamo levo, desno, gor, dol, levo, ampak da si tukaj, da verjameš, karkoli on reče, to je to, sveto. On je rekel. In ti verjameš to. To je kar zavidano vredna lastnost. Da ne rečeš v pizdo mater, čakamo, tam je pa malo pere zdaj. Ja, ful ti ni treba razmišljati, pa je ful v redu, veš. Samo on, a veš, verjetno tudi njegov oče ne razmišlja tem, da on ne razmišlja. On ne razmišlja, da razmišlja. Da ful razmišlja. Ja. On se mi zdi, da se hoče udejstvovati v teh zadevah. Pa da ve stvari. Pa da je preveril, pa da je prav. Ja, se je pogledal 2 oddaje. Ja, se mu je razložil. Eno knjigo prebral. Ja. 2. Ne, knjigo ne verjetno. Tukaj se bolj na samo kope prebral. Na Googlih. Ne, a te je že star, je že dolg, pa veš, on je že oni še preberajo kakšno knjigo. A veš, on je najbrž še true fan, najbrž še z Roške, a veš. Ko smo se vsi borili za našo stvar, pa za Jana. Ja, valjda. A veš, ena, 2 generacije starejše znajo povedati, da je bilo na Roški pohn. Ja, pa se je bilo. Staro in mlado. Pa se je bilo pohno. Jaz nisem šel, ker sem videl, da pač to... Ne, sem bil že dosti star. Mislim, lahko bi šel, ker so šli. Ja, lahko bi šel, ja. Sam nisi šel, ne. Nisem bili tam... Še nisi bil tako star. Je pa koliko... 14 sem bil. Ja, sej. Koliko je on beč prodajal, da so bili na Roški. Ne vem, pizda. Neke beče so talali. Ful je bil modern, da si bil na Roški. Ja, no, in takrat si dobil pač nek beč in so jih pol folk jih je na Bolhi prodajal. V Salomoncu stari. Nisi hotel biti več del te zgodbe. Ti je bilo malo žal, da si bil. A z tega lahko na Bolhi kupaš, to hočeš reči? Ja. Kul, bom kupil, čeprav nisem bil. In pa še malo pa boš veteran za Roško, ne? Kot nekateri veterani. Zdaj je caj, da se prijavim za moje idejo za veteransko, veš, ko sem v vojski sodeloval. Ja, pa v vojni. Sej se on tudi prijavil, ne? Ja, sej. Pa ti si saj neki prniso, ti si saj per prniso. Vala, municijo pizda. Ja, lej. On ni nič prniso, a veš. Ti saj per noso pa si izlagal, ti si bil novodobni pionirček. Vala. Točno to. Kurirček, tonček. Tako. Nisi nosil v skritem mleku, ampak si nosil Pazi, ali to v tebe zanima. Naša nona je pa per švercala za OF-ovce med vojno. Iz Brda v center ali pa kontra. Ne vem, kako jaz tudi enkrat bom s Tamalim prišel do tvoje bajte, da mu pokažem, kje je bil kričač, kaj zanč. Ne, pri nas so sam sestavljali to. Vem, ampak vse je tabla, sem zanj sem pod Moranco pokazal, ko sem se lih men pelala. Tako, ko sem rekel, da je bil pod VCM, pa tako. Pa sem rekel, pa relešoma je pa tudi, sem mislil, da je bil tudi kan kričač ena izpostava. No, lej. Za zgodbo je bil tudi tam. Za ceno najhujših žrtev delovali radiotehniška delavnica in tiskarna OF. Tako da, okay. Ne, čak, še to imam. Da gremo naprej. Pa če danes ta dan, danes obeležujemo. Dobro. Zdaj smo se z bratranci pa sestričnimi dobili po dolg cajta in je bratranc Mare, ki je kriv, da sem na internet zasurfal, se spomnil ene zanimive štorije, da so namreč pradetka pa staro mamo, se pravi prav babico so odpeljali v Logor
nekam in so bili tam mlad sami, nona pa brat pa sestra. In pa so prišli Italijani en dan in ukradli še kozo, edino reč, ki so jo mulci imeli. In zdaj Britanc prišel na briljantno idejo, da to je bilo v nekem glasilu partizanskem ali nekje zapisan, da bi mogli tožiti. Reparacije bo zahteval. Družina Civha iz Brda. Reparacije zahtevala. Iz 43. In smo ugotovili, da bi vsaj zihar eno čredo od kospol dobili lahko nazaj od Italije. Je valjda. Da to bi mogli jerbati. Nič nismo imeli, pa je prišla pa vojska, pa je vse pobrala. Dejansko, stari. Pa sploh ni vic. Pa sploh ni vic, ker niso imeli prej koza, pa niso imeli koze. Jebi ga. Tako da, Slavko, 20 minut. Zdravo, raziskovalke in raziskovalci, tovariši in tovarišice. Tako. To je podcast o življenju, praznikih, proti imperialistični fronti. Tako je, viva la revolucion. In mehki revoluciji. Ja. Mehka revolucija, to ne bomo peč. Ne krvava. Čreva na pot, klivi. Ne, to bo soft. To bo soft. Dobro. Ja. Z mehkim na grozovit način. Dobro, da imam pop filter. V glavnem, vmes pa občasno, redko, ampak tudi govorimo o zadnji Douglasovi knjigi, zadnjo priložnost, ki je napisal skupaj z Markom Carwardinom. Marko Carwardin. Čak mislim, da bi se že navadil Mark Carwardin. Kljub vsem herojem, bunkerjem, proti imperialistični fronti smo mi še vedno. Ali Augustus. Nisem pozabil, kaj je moj Kaj sem že jaz? Lojs! A zbil Štef? A sem bil Štef, ja. Zato zgodil sem zdaj sem Štef. Ker se ne spomnim, kaj je Štef. Na tak dan to pozabiš. Ja, lej, ker je toliko skrivno, da ga ne vem. Še jaz ne vem, pizda. Ker vohuni se tudi v tep noter, stari. Ker me dobijo, ne moram izdati vajnih. Ne vem. Kako jo mučele, veš. Ne vem. To je zapko, stari, ki si je prav, veš, to je to. To je najboljši sekci, stari. Bravo, Zi, pizda. Zlato značko dobiš iz rožke. Zi, spomen se, ubičete, pizda. Če nam povedal. Sej to. Tako da. V glavnem... Hvala vsem, ki nas podpirate. Piknik bi imeli, hvala za seribi.si. Če ko sem zdaj bo pa hmal, ne? Ja, bo. Še malo. Mislim, bo ali ne bo? Da bomo videli. Ja, to bomo videli. Zaenkrat je že skrivna lokacija. Ja. Ko bomo pa zvedeli, boste pa vi prvi zvedeli, da mi vemo tudi, da vi veste. Mogoče bolj, da poslušate, sam ne nim dan, ne, lahko tudi dan. Ne, bomo mi tudi poslali, si pošljamo neke sporočila v svet. Sporočila. Datum pa že vemo. Juni. Dopisnico dobite. Prvi petek v juniju, to že vemo. Prvi petek v juniju. Ja. A ti to resno? Smo se zmenili zadnjič, ko je pa zgolski prišel. Smo se? Ja, no. Ja. Seveda. Suvereno potrdil, da seveda smo se. Čakaj, ti suvereno potrdil, jaz šel pa v Guldar pogledati, ko si dal v noter. Si dal noter. Ti že dal? Dal je noter, takrat v eno. Prav. Hvala, če ni noter, ni narejeno. 5. maj, piknik od LDGD, opera LDGD. 5. maj? Ne, 5. juni, ja. Prvi petek v juniju, vse sem rekel, da ne me mate. Dobro, se pravi. Tako da to imamo, hvala seribi.si, hvala vsem, ki nas poslušate in podpirate. Če hočete. Hvala vsem modrim odtenkom modre barve, ki so še zmeraj z nami. Točno to. Pa ne bomo sami, bomo tudi LDGD.
Pa še kakšen sosednji podcast. Tako, cela podcast scena. Mislim, tisti, ki na podcast sceni v Sloveniji kaj pomenimo. Tako. Te alter, cool. Da z največjo skromnostjo to rečemo. Res znaš že skromnosti. Ne, oni, ki so kao hudi po cifrah. Mi smo cool. Ja. Mi smo full redu. Ne te, ki pač razprodaja nekaj stvari. Ne, tako cool ljudje. Ja, hvala. Razprodaja, kar nekaj. To lahko vsak. Najlažje pa razprodati. Mi namo z tega, ker smo proti imperialistična fronta. Ja, ker ne rabimo, ker imamo dost. Ja, ker imamo dost. Tako. To je to. Ne, pa ker nismo za te, mi smo tako. Ja, mal alter. Lahko pridete. En plac imamo zmer. Več pa jeba. No, da si se zadali 10 ljudi. V glavnem, kaj gremo dalje? Sploh ne vem, kje smo. Ja, po mojem smo že na koncu. Ja, v prejšnji epizodi, to moramo. Ja, to moramo. Nekaj moramo narediti. V prejšnji epizodi smo še zmeraj bili pri nosorogih. Ja, to hoče zdaj. Še zmeraj smo bili pri nosorogih. Globina vida je zajeban, če si pred nosorogom. Ja, mislim, pred nosorogom si kar v redu. Ja. Samo si hiter leval, pa desno, ko bo pač glavo obrnil. Ker te v hotu videti. Pogotovili smo, da... Ker te videl slabo. Voha pa dober. Ne, da še nekdo že... Hijene. Hijene imajo statusni simbol, za statusni simbol... Tako. Grickene repa. Ja, no, pa so pa šli oni malo pogledati, ne vem zakaj, kako so se znajdli. Ne, čak, kvarnik bom dal zdaj. No, pa ledej. Hotel se spet kot svina v mednilske konje, ampak ne, to ni kvarnik. To je kvarnik. So šli malo proti povodnim konjem pogledati. Sicer tako. Ne vem čist zakaj, ampak ful se jim je zdelo kul. Ja, zdaj ta dramatična tišina. Ja, testiramo. Kaj? Dramatično tišino ali... Ne vem, pro čemu protestiramo. Ne, testiramo. Testiramo. Ali že protestiral? Jaz sem protestiral, zdaj s to tišino. Sam rad bi vedel, zakaj. Za imperialistična fronta. To že od začetka. Ja, valjda, skozi. Sama ne bomo bili tako bolj aktivistični, ne? Ja, sem zdaj treba... Amo kakšne teze objavili. Aha. Teze, po mojem, da bi bilo fajn, da teze. Je Dvelovnik prva teza. To je prva, ja. Kar smo že objavili. Tele delate treba efektivno in efektivno je 2 dni na teden, vse ostalo pa pač ne. Ostalo pa zdrek. Brez veze. Ne, vse ljudje se lahko hodijo družiti tudi ob četrtkih zaradi mene. A veš, v službo. Ja, pa vse tvoj delovnik je... Smo rekli, da si ga lahko sam na... Ja, ne, to je itak. Če se ti hočeš več dni na teden družiti v službi, na kavi, lahko. Ja. Smo v demokraciji, lahko prijaš tudi 7-krat na teden. Ja, se smo rekli, da mi bomo uverali. Sam norma je 2, ne? Ja, tako. Zdaj pa če ti si ta entrepreneur, ne? Pa je delati, Pa 7 dni na teden. Tega izraza, ker ne moram nekako prežvečati, pogovtati. Je pa je veliki entrepreneur. Ne, vem, ogromen je te zdaj tega. Mislim, to je res taka, to je zdaj ono, ko smo se gor v transcendalni meditaciji pogovarjali, da to bi mantro lahko, ta entrepreneurship. No, zanj se šla speljem na en koncert, pa so srečala tam ene entrepreneurje. Pa tudi prijatelje. Zelo so fajn, zelo fajn dečki, super so, poznamo se že odprej, ampak je rekel, pa neki pač šiht, pa to, pa ne, vse na kurac nama gre, ne, pa joj, koliko je brez veze, a ne, kam moraš iti, pa je tak lep dan, vidi, da morate iti po službo. Pa ga pol človeka gledaš, pa rečeš pa jebem ti mater, mrš pizda. Ne, stari se. Ne, on je hotel, razumem, da je hotel reči, je fajn, da ne iti v službo. Ne veš, drug del zgodbe je, da so ga glih kiknali in on je frej. Ne. Ja. Ne, unga drugega so kiknali. Ne, njega. Ne, ja. Mitja je to razlagal. A je Mitja? Ja, unga ta drugega, ne, on je bil čist cool. Ja. Mitja je to razlagal, pa tak lep dan, pa je brez veze iti v službo, a ne? Je pa ti je pa treba, ne? A veš, se njemu je tudi treba, samo on si je tako naredil, da dela tisto, kar dela. Vse lepo in prav in super, da ima to možnost, da to naredi, da gre ven kamarkoli pač gre. Ja, sej. Enim pač nimamo te sreče. No, veš. Sej se imamo vse en fajn. Ja, valjda.
To ni bilo, da bi zdaj zdaj nismo vsi v isti poziciji. Dejstvo je, da tudi nimam slabe pozicije. Absolutno. Ne, to hočem reči, da imamo super pozicijo. Ja, dejstvo. Smo v super poziciji. Seveda. Ne, da ne moramo biti vsi entrepreneurji. Tako ne. Da to ne gre. Da je pa pač nekaj ljudi porinjenih v to funkcijo, ne? Ker nočejo tam biti. Sem že bila, sem bila slaba. Ali pa nismo imeli sreče, vse to, veš, ni slaba. Ne, se ti pravi. Prezgodni so bila. Ni ratal pač, veš koliko propade teh entrepreneurjev, startup. Takrat sploh ni bilo startupov. Mi da so bila noter že v tej cifri. Itak je, ne, a veš, mi smo imeli tudi coworking space 7 let prej ni bil izumljen. Ja, vse to smo še se šli. Pa smo ga furali 5 let, a veš. Vse to smo se šli. Prav v bistvu sta bila vizionarja. Entrepreneurja, ni bilo sploh tega se reči entrepreneurja. Sam pač nisva kapitalizirala, sam se kač. Ja, ni nam ratal. Vse bilo dobro. Super je bilo. Sem bil jaz tudi že kraft pivovar takrat. Tudi že 5 let nazaj. Kakih 15 let nazaj. 25 sem rekel. 25, ja. Ja, sej. Ja, veš, tukaj pač ta prav cajt je tudi pomemben, ne? Ja, zmeram, ne. Če svališ ta moment, moraš imeti... Vpraš McCartneyjevega brata. Ne bom, kdo to je, no, da bomo kar tako zaključili. Paul McCartneyjev brat. Brat od McCartneyja. Mislim, to sem nekako... Sinu ta starega McCartneyja. Ta drug, ne un, ki ga poznamo. Ampak to ni od žmalca sosata. Ne. Definitivno ni. Ne, ti se bo od Lenona, brat. Ok. Skratka, pa ti z jajcih moraš imeti malo zegna. Ja, oboje mora. Face velik zegna moraš imeti, ne. Ja. Zato, ker na vsazga McCartneyja imaš ti 2 milijona guslačev, ki jim nikoli ne rata. Ne? Pa so bili mogoče bolj sposobni, pa boljši igrali. Mislim, pa tudi mogoče so ga še boljš komad naredili, ne? Ampak pač sam niso ga znali dobro spromovirati, dobro prodati, ne vem, da pravimo človeku, da poslušati, ne vem, karkoli. Tako da ja, pač v vsem tem je med domačimi, ne, da veš, v internih krogih. Ja, sreča je zelo podcenjevana lastnost. Ne. Pol vsi tisti, ki pridajo na eno pozicijo, ne, pol si začneš govoriti, koliko si trdo delal. Ne. Ampak imaš ti ljudi, ki so preklet isto ustajalo ob 5, 4, ne vem kdaj. Zato jaz pa teh ljudeh, ki so nekaj dosegli, cenam točno to, da povejo, ja, tlele sem imel pa srečo, ki me je tole tale, pa tako, tole, ne? Pa tega, pa pa tret. Pa je res, da so vsi veliko delali, ker moraš imeti tudi ta element. Seveda. Pri vsaki stvari, če hočeš biti vrhunski, moraš pač dati vse noter, moraš imeti pa še tudi malce. Seveda. Mislim, a veš, gospod, ki dela na cest, pa tam Krampa ful dela tudi, ne? A veš, ne moreš reči, da ne dela. Ja, ne, se pravi, ampak ne, v bistvu imaš ti en kup, ki se jih recimo, ne vem, ali v Muski, ali kjerkoli, ne. Sposobni, delajo veliko, trudijo se. Tako. Sam pač imajo smolo, pač, da jih takrat mislim, ne, lahko pa nekdo, ki drugač ustaja ne ob 5, ampak ob 11, ne? Ja. Pa se mu stvari pravilno poklopijo, pa je bolj uspešen, kot on, ki je ob 4 zjutraj vstajal, pa garov, ne? Tako da, tako pač je. Sam pol ful radi to svojim sposobnostim pripišemo, ker nam to paše, ne? Valjda. Pa sej sem tudi cel... Že to, da se na tem, recimo, na nekem geografskem prostoru rodiš, ne? Sej že, če gledaš naš podcast, ne? Če bi se mi to šli... Se ne bi šli, ampak če bi se šli pa v enem angleško govorečem prostoru, ne? Bi bila, se si ti enkrat računal, ne? Če bi povprečno, kakšen doseg bi bil glede na populacijo, ki je pri nas, pa kakšen bi bil, ne vem, na ameriško populacijo, ne, pač ne bi danes hodili na šiht, ampak bi sam klele pa metvali, pa tamle bi imeli enega strica, ki bi sam mešalko gonil gore dole, ne, tako, pa trije bi researche delali, kaj bomo, o čem bomo danes govorili, ne, pa vse skupaj tako, pač zadeva lahko drugače zgledala, ne. Ja, absolutno. Mogoče bi naredili tak podcast, ki smo ga mislili. Recimo, ne, mislim. Ne. Pač sam, ne, isto. Ja, lej. Tako da. Mislim,
tako je z idejami. Pač, je pa tudi tako, ne, če ne probaš, a veš, pa tudi ne moreš vedeti. Ja, tako da je treba imeti tudi malo... Entrepreneurship. Ne entrepreneurship, pač treba je malo... Ne smeš reči, pizza je nam niti probo, ki zihar na vratan. Ja, a veš, če to rečeš, pol ne moreš biti entrepreneur, niti umetnik, niti nič ne moreš biti v resnici. Ne? Veš, vsaj kar se kreativnih poslov tiče. Pa tudi v resnici za službo, ki mi je misliš, da je ne boš dosegel, pač ne moreš. Ne, se dokler nimaš ti nekega velikega finančnega vložka, ne, dokler ti samo vlagaš neko kreativo, je to vse v redu. Ne. Ja. Ampak če pa ta tvoj entrepreneurship zahteva še en velik finančni vložek, ne, pa imaš ti, ne vem, familijo, pa otroke, se pa hitro nazaj potegneš, pa ne daš vsega tega noter, ker bi recimo mogel dati, ne, ker pač ne nekdo gre pune kanone v zgodbo, ne, nekdo pa pač ne. Zato je fajn, da če te stvari delaš, ko si mlad, ali pa ko imaš denar, ali pa oboje. Ja. Ali pa če to s tujim denarjem delaš. Še boljš. Ja. Če nekdo v tebi prepozna potencial, ne, in pač to zapelješ v pravo smer. Ja. Veliko načinov je. Tako da, ja. Kar pa ne bo pomagalo Nosorogom, ampak lej. Smo mi bili zdaj v prejšnji epizodi 20 minut. Ja. Okay. Tako da lahko zdaj zaključimo. Sej v bistvu lahko povemo, da so bili povodni konji in da je bilo kul. Ja. Razen en model, ki je bil nekaj tednov kasneje tam, pa je isto sedel na unem mestu, sam so ga napadali levi. Neugodno. Ta je bila jeba. Ja. Drugače njim je bilo pa ful lepo. Ja, itak. Ja, temu modelu pa ne. Ja, če so napadali levi, ni to ključen. Ne. Ja. Mislim, ne veš, a so te že kdaj napadli? Res me nisem. Ne moreš govoriti. To je pa res, se upravičujem. Domnevam, domnevam, da mi ni bilo fajn. Mogoče imaš te gene, veš, da so bili tvoji čukun, dedi Lion Hunteri, ne vem, v Afriki. Pa po moje, kadarkoli, tudi če so bili. To ostane noter, stari. To je vožnja bicikla, To stari. je dejstvo, ampak... Tudi če takrat ti ni všeč, če te ne padajo levi, tudi če si Lion Hunter. Sam, če si Lion Hunter, se znaš obrniti, ne levi skok, kontra narediš, veš, tako je, to je tako, da bi v Google napisal, pa ga zmedeš. Pa smo že tam. Kaj šusta malimi v živalski vrte, prime kaj? Da bi... Kaj trzneš? Pa viš, pa ima. Vidiš, to je to. On bi bil, ti si sej. Skoraj vse Tarzanove slike sem včas zbiral. Če se ko spomniš še tega, vem čas nazaj. Olovka in blok je bila nagrada, če si bolj poslal. Pa ful dobro risika, ful dobro. Olovka in blok. Stari moj, kako bedna je. The best. Boljše je bilo polune životinsko carstvo, si nesu kele na Čopovo in pa si pa dobil vsaj en paket v njih sladkarij. Tako, čokolade si dobil nekaj. Ja, ne pa prav paket so celega jajca si zmetil, zdi si čokoladice. Ja, drago je bilo kapaz. Saj čokoladice si pa za une, jaz sem pol še to, smo tamle na Bovhi, se matraš pol, da te prave slikce vse dobiš, nekaj enih nikukar ne dobiš. Ja, enih imaš tako po 26, enih pa ni šans, da jo fašaš. Ja. Tako da pa smo še to menali, pa se dobivali, ne? Tako. Mi do z Dakijem ta prvo olivo sem pojedel, ki je od Dakija fotor na fopu, da je to probo to olivo. Ne, to ni dobro. Da je to probo to olivo, bomo damo vsako eno životinsko carstvo. Ja. Ja, ni mi bilo všeč. Sem bil pa vesel životinskega carstva, ampak par let kasneje sem pa pol z veseljem. Tudi olive si vzljubil. Ja, govoreč o slikcah, zdaj bo pa šlo, ne? Futbol prvenstva. To je še najcenejša stvar, ki je lahko imaš od tega svetovnega prvenstva. Mislim, gledamo futbol. Album. Ja, album, ja. Ker drugače karte so bolj za imperialiste, sem slišal. Pa naši tudi ne igrajo, tako da kurcne. Ne, pa vse bil, jaz bom za Bosno navil, valjda. Vse smo še iz Hercegovino. Smo že zanjič slavili skupaj z njimi. Vse smo imeli, pamtim to, kaj dobili nekaj. Sele, Bosanci bojo, Hrvati bojo, kdor pač bo navijal za Hrvate.
Najprej za Bosance, pa za Hrvate. Pa pa že greš za standard, ne, veš, Argentina, Brazilija. Ne, za te nam navijam. Ne vem. Urugvaj. Za domače navijam. Urugvaj mogoče kakšno. Za Avstrijce nam, ko vemo, kva so storili. Čeprav Avstrijci so dobri. Ne? Ja, pa prva, pa druga. Nam bi daleč prišli. Saj ste se tudi že kdaj. Ja. Zmeraj so 27. aprila, samo tok, da veš, ne smemo pozabiti. Skratka. Čak, počino Bešalik. Tako. Ti skote že z vami smo bili. ne. Daleč ne skratka. Celo. Ne, ali imamo vidite povabi poslušalstvo? Ja. Ne, zahvalim se poslušalstvu. Ja, no. Za vse. Ja. Za vse. Pa zaželil bi vam vesel 1. maj. Ja, vesel 1. maj, pa 27. april tudi. Pa še 2. maj, ki ga še imamo za enkrat. Dokler ga še imate. Ja. Cente to. Letos še bo, drugi ne bo več. Mogoče tudi 2. januarja ne bo več. No, ampak se spomnim, da se mogoče pa 20. april. Bingošti pa 20. april pride. Ja. Mislim, lepo ne da vse, ki imajo Avstrijci, ki imajo 37,000 prazen. Ne, sej jaz bi tudi pa avstrijsko plačo. Ja? Ne, jaz se strinjam, veš, dajmo se zmeraj. Jaz sem za prazen, ki so lahko tudi naši. Plačo imam pa lahko avstrijsko. Ja, plačo imamo lahko avstrijsko, komod. Ja. Ni problema. Pa vse te, ki imajo če regrese, pa ta je. Če tudi 3 dni na teden. Če mora imeti menedžer isto plačo, kot je evropska, pa bi bilo fajn tudi, da za domodelavce. Ja. Misliš, da je to preveč? Mislim, entrepreneur v meni pravi, da je to absolutno preveč, ko se banda sodrga, razumeš, vesel ne bojo, da imajo službe. Še denar, brata. Zdaj materna. Zdaj je tako vse AI zamenil, pička materna, zdaj ne bomo vse porezali. 60%. Ja. No, v glavnem, kako vi mislite, da bo potekala ta prihodnost, nam lahko povete na Discordu, ali pa greste pogledati na državne omrežje, tam vse vidijo. Prihodnost je svetla. Ja. Lahko nam pa pošljete kartice na dobro znani naslov, da bomo vsaj eno pozitivno. To imamo pa rad. Se res veselimo vseh kartic, tudi dopisenc B kategorije. Na dobro znani naslov. Opravičujemo se za vse všečnosti, Litostrojska 52. 1000 Ljubljana. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti podcast všeč, ga lahko oceniš, deliš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Narobe sem štartal. Super. Se človek lahko zmot po 309. Bilo je tole protiimperialistične fronta. Stari, treba je nekaj narediti. Pa ta tvoj rent, da so preveč plačani. Oni niso preveč plačani, samo mi smo premalo. Ja, to je vse gledam samo v kontekstu, veš. Ne, jaz se strinjam, da s plačami. Kontekst je važen, ne. Zdaj, če sem jaz zadost, so oni preveč, ne. Če so pa oni premali, ne, sem pa tudi jaz premali. Ne, pa absolutno je veliko ljudi, ki jih je še bolj premalo plačanih, kam je v resnici. To je res. Ker nič ne rečejo. Ali pa volijo. Dajmo tukaj eno črto premo, če so oni premalo, smo tudi mi premalo, oziroma mi premalo, smo tudi oni premalo. Ja, seveda. To je to. Morate kablo. Nič, rad se majte. Čau. Pa lepo se majte, ja. To ste še snemali, sem mislil. Ja, itak, kako pa? Za Aljo, vsaj en scenarij bere. Povedati. A piše? Banda imperialistična. Banda imperialistična. Jebo in pas mater. Tako je na uro končati, pizda, ne? 42 minut je bilo, pa smo končali. 42 je bilo, ne? Meni se zdi. Sem bil res verjetno, ja? Tam okole bilo. Mislim, se da neki možgan mi je. Veliko smo povedali v epizodi, mislim v knjigi. Nič. Da so bili nilski konji. Ja. Da jim ga lev pojedi. Mislim, da je tudi avto hotel to povedati. Pizda se mi nič ne da. Važno, da se ti nič ne vzame. Ja. Važno.